V današnjem napadu na sibirski šoli v Ulun-Udu, kjer je eden od učencev napadel prisotne s sekiro in molotovko, je 7 ljudi poškodovanih. Storilec je napadel učence 7. razreda in nato zanetil požar. Pri tem je poškodoval nekaj učencev in učitelja. Napadalca so po napadu pridržali in hospitalizirali po poskusu samomora. Motivi dejanja še niso znani. V Krakovu je poljski študent glasbe naredil robotsko roko, ki igra glasbo. Robot, ki ga je izdelal, igra na tipkovnico, študent ga spremlja na violini. Zaigrala sta dela skladatelja Johana Sebastiana Bacha. Študent je poudaril, da ima glasba veliko skupnega z uporabnimi znanostmi, predvsem z matematiko. Tako naj bi tudi v glasbenih delih Bacha bilo veliko zelo strogih oblik, po njegovih besedah celo več matematike kot pa glasbenih oblik. Ruski predsednik Vladimir Putin je stopil v ledeno mrzlo vodo jezera Seliger med pravoslavnim obredom. Do jezera je prišel v ovčjem plašču in obutu čevlje. Gre za pravoslavni obred, s katerim obeležujejo krst Jezusa Kristusa v reki Jordan. Na zimske olimpijske igre se je prijavila nigerijska ženska ekipa v bobu. To je prva tovrstna prijava iz te države, pravzaprav noben afriški narod doslej ni tekmoval v tej olimpijski disciplini. A dekleta pri napovedi sodelovanja delujejo zelo suvereno. Nočejo zgolj sodelovati, ampak ciljajo na medaljo. Kljub opozorilom, da resničnost ni enaka filmskemu scenariju. V Rio de Janeiro, v Copacabani, je včeraj popoldne umrl otrok, več kot ducat ljudi pa je bilo ranjenih potem, ko je voznik avtomobila izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na plažo med ljudi. 41-letni voznik naj bi med vožnjo dobil epileptični napad, zaradi česar je izgubil nadzor. Plaža je bila v času nesreče zaradi vročega poletnega vremena polna. Več 100 Kubancev, ki želijo ponovno biti s svojimi družinskimi člani v Združenih državah Amerike, mora zdaj zaprositi za vizume na kolumbijskem veleposlaništvu v Havani. Od tam pa morajo leteti v Bogoto, kjer bodo izvajali razgovore na ameriškem veleposlaništvu. Trumpova administracija je namreč septembra zmanjšala število osebja na veleposlaništvu ZDA v Havani in ustavila obdelavo vizumov. Nekaj tednov po tem obvestilu pa so Združene države sporočile, da bodo na svojem veleposlaništvu v Bogoti obdelale zahtevke za združitev kubanskih družin. Odnos med Kubo in ZDA je skušal nekdanji ameriški predsednik Barack Obama normalizirati po desetletjih konflikta v hladni vojni, zdaj pa ga Trump s svojimi ukrepi ponovno zaostruje.